v bistvu to, da pacienti, ki so tisti, zaradi katerih prihajamo v službo, povejo, da nekaj dobro delaš, da delaš dobro, je največ, kar lahko dosežeš, po moje, kot zdravnik, no. Tisti, ki pridejo k nam, sploh tisti težji primeri, ki jih vsaj v začetku bolezni pogosteje srečujemo, tisti so pač del, jih spoznaš in si jih zapomniš, ne. Jaz pogosto grem tudi, ko imajo ta srečanja s pacienti, ko imam kakšna predavanja, pa jih spoznam tudi v drugi luči, tako da to je kronična bolezen. Težji primeri v začetku bolezni se pogosto srečujemo, pol pa, ko se bolezen stabilizira, pa prihajajo na srečo redkeje na kontrolo, ampak še vedno tisti spomin ostane, no. Pacient, ko je imel težave, ko je imel veliko simptomov in ko jih s terapijo uspemo odpraviti in zaživijo normalno, so zelo hvaležni in si to zapomnijo in je lepo. In največja nagrada je to, da mi rečejo, da so mi hvaležni, ker zdaj lahko normalno živijo. Mislim, to mi je največ. Res. Ta bolezen je taka, da ni ozdravljiva, je kronična, vendar se jo da z zdravili spraviti v remisijo, kar pomeni, da pacienti nimajo simptomov in lahko živijo normalno. Tudi dolgo časa, ja, seveda. In imajo in družine in potujejo in kariero in vse. Nezdravljeni pa bi lahko tudi umrli. Tako da je velika razlika. Različno. Eni pridejo zelo hitro in takrat je seveda zdravljenje tudi učinkovitejše, uspešno. Eni pa pridejo, ko je bolezen že na polno razplamtela in takrat traja malo dlje, da jih spravimo v dobro formo, da tako rečem. Ampak kljub temu se da, no, pri večini, no. Jaz zagovarjam ta princip, da vsaj pri myasthenia gravis, kar je ena od zelo redko sicer v nevrologiji, to je ena bolezen, pri kateri lahko s pravim zdravljenjem pri veliki večini bolnikov dosežemo praktično normalno kakovost življenja. Večina bolnikov zboli z padajočimi vekami pa z dvojnim vidom, ne pa vsi. Sčasoma pri enih ostane bolezen omejena samo na oči oziroma zunanje očesne mišice, pri drugih pa se sčasoma razširi na vse skeletne mišice. To so mišice, ki so pod vplivom naše volje. Tradicionalno je to bolezen mladih žensk in starejših moških, tako učijo knjige. Epidemiologija oziroma novejše epidemiološke študije pa kažejo, da se povečuje predvsem incidenca te bolezni pri starejših bolnikih obeh spolov, tako ženske kot moški, ne. In s starostjo je zdravljenje bolezni zahtevnejše, ker seveda organizem je starejši in pa tudi številne, ponavadi imajo ljudje še druge bolezni, ki dodatno zapletajo to zdravljenje, ne. Ampak na srečo prihajajo nova zdravila, ki nam zelo pomagajo, nam in bolnikom, da lahko hitro obvladamo simptome bolezni, bistveno hitreje kot v preteklosti. To je za bolnike vsekakor super.